Dobrodošli in lepo pozdravljeni v epizodi številka 51. Tokratna epizoda bo malce drugačna. Poudarek bomo dali Panini sličicam, pogovarjali se bomo o El Clasicu, iz katerega sva ravnokar prišla z Alenom, in zaključili bomo ta podcast v slogu svetovnega prvenstva, ki je pred nami. V svoji družbi lepo pozdravljam Danja Bavca, Hello. Alena Hodžiča Živijo. in tudi Nejca Vidmarja. Živijo. Fantje, zdravo, lepo pozdravljeni. Prosim, če kar razdeliš albume. Tega ne dam. Tega ne daš. Tega ne dam. Dani, izvoli. Evo. Panini slikice, kaj vam prvo pride na pamet, kakšni občutki vas iz vaše mladosti obdajajo, ko se spomnite na Panini sličice? Kakšen odnos ste imeli do njih? Nejc, izvoli. Pristen, zelo tak, posebna vez. Glih včeraj, ko sem odpiral ta občutek, ko odpreš, se vračam v otroštvo, ta von. Lahko ga primerjam z, pa se bo smešno slišal, ampak jaz, ko sem bil golman, rokavice, ko si dobil nove rokavice, ta von. In me spominja na neki tazga, tako da slikice. Veliko boljši, kot stare rokavice? Veliko, ampak okej. Drugače pa ja, slikice so bile del mojega, tudi verjetno vašega otroštva, res sem jih rad tam. Mislim, da sem prve začel zbirati okrog leta 2000, po moje, ker so se za 98, če nisem prepričan, 2000 pa sem jih zihar, zato ker so bili tudi že Slovenci najbolj strastno, pa mislim, da je bilo 2-2, ko so bili naši na svetovnem, tam pa vem, da sem jih zbiral res na polno. Tako da ja, slikice so, pa še vedno jih, tako da. Tudi meni je pa ta zbiranje sličic 2002 bil zelo pomemben faktor, da me je nogomet pritegnil tako, kot me je. Se pravi, ta euforija reprezentance 2000-2002, ki je že itak vladala v naših prostorih, potem to zbiranje sličic, ker je bilo na naši šoli zelo množično in seveda to je čist drugače, če lahko ti zbiraš sličice svoje reprezentance ali pa potem kasneje od 2004 dalje, ker nismo več mogli zbirati svoje reprezentance, ni več takega občutka. Tako da ja, pri meni ima te sličice zelo pomemben faktor tudi potem, da sem se odločil za nogomet. Kot tak, Dani, tvoje zbirateljski začetki segajo še malce bolj nazaj? Ja, jaz jih nisem dolgo zbiral. Jaz sem jih začel zbirati kot otrok in živo se spomnim, da je bilo to za svetovno prvenstvo 82. In jasno, Paolo Rossi je bil glavna novica, Carlos Alberto, meni osebno najljubši Brazilec, takrat Sokrates. In seveda jugoslovanska reprezentanca, takrat je bilo to naša reprezentanca. In je bilo teh sličic, to je bila glavna stvar. To je bila glavna stvar. Kaj bi Srečko Katanec zdaj bil? Ne, Katanca tam še ni bilo. Ne, Katanec je bil 90 Italija. Elzner. Ne. Sploh ne vem, če je bil kakšen Slovenc takrat, moram reči za. Brane Oblak vem, da je prej igral. Point zgodbe je, da je to res že daleč. Tega je zdaj več kot 40 let že. Tako da spomini so hkrati živi in živopisni, hkrati pa tudi že malo potisnjeni v arhivske predale v spominu. Smo pa licitirali za te slikce, to pa je bilo. To je bilo pa v šoli pa glavno početje. A se spomniš mogoče, koliko sličic je bilo takrat potrebno približno zbrati za napolniti album, ker meni se zdi, da se to čedalje povečuje. Bi pa rekel, da je bilo manj, kot je zdaj. To pa je. Ker v tistih časih, na začetku tisočletja so bili stadioni, reprezentance, to je to, sem kaj pozabil, grbi, ekipa, no normalno, to, kar je bilo na strani reprezentance, pa stadion in to je to. Zdaj so pa začeli dodajati vse, in mesta, in prejšnje svetovne prvake, ekipe, prejšnje zvezdnike. Oziroma še tako je bilo. Se spomniš, da je bilo 2002, da je bila Tunizija pa Saudska Arabija, da sta bila podvojeni? Da sta bila dva na eni sličici. Pa se je bilo tudi
pa zdaj, ok, to ni bilo zadnje, mislim, da ni imel Panini, ampak vseeno so imeli, zdaj so naredili tudi, zato jaz sem mislil, že, da ne bo letos slikic, jaz nisem, ker je relativno pozno, kaj, še en mesec imamo pred enim tednom dobrim smo dobili slikice in sem že začel spraševati, kaj se dogaja. Je pa problem bil tak, ker so na podlagi izkušenj Bojda pravijo, da so čakali dokončna razvrstitev oziroma za vse tiste reprezentance, ki so se uvrstili. Čakali so predvsem te Evropejce. Prej se pa mislim, da prejšnja so pa celo še dali tiste, ki so v kvalifikacijah igrali. In je bilo tako malo... Ni imelo take teže. In se mi zdi, da je bilo to, kar so pač počakali, kar ok. Tako da poletje bo pestro. Zakaj ne daš, jaz bi rad kakšno odprl? Alen, počasi. Daš kakšno slikco, prosim. Ne očakanje. A mi daš daj vi se pogovarjate, jaz bi rad lepo en paketek, daj. Otrokom prvo. Alen, je zbiranje sličic sestavni del neke folklore pred vsakim svetovnim prvenstvom? Ja, jaz se spomnim, ko smo mi to zbirali kot otroci. Svetovno prvenstvo se ni začelo s svetovnim prvenstvom. Svetovno prvenstvo se je začelo s tem albumom. In če ga nisi imel, si bil najmanj čuden. Ti si mogel najprej to imeti, ker šele pol pride svetovno prvenstvo. Koliko smo enih teh sličic kupovali, tudi ukradli, priznam. Oprosti, mami. Ampak na blagajni je bila ona teta z unimi očali in ona je vsake toliko morala iti nazaj nekaj narediti, nekaj pogledati. In te sličice so bile tam in ti si bil star, ne vem, 8, 9, 10 let in ti si to mogel vzeti in si mogel iti. Zdaj je že to zastaralo. Primer je zastaral, tako da te ne Pa more. darila so bila, ne. Stric je prišel, je prinesel, teta je prišla, je prinesla. To so bila darila, ne, ti si bil tega najbolj vesel, ne. V šoli, koliko smo tega razmenjali. Kakšna geografija, zgodovina, matematika. Imaš sličice, kaj imaš, kaj nimaš. Nostalgija. Dam še dvama. V vsakem paketku je po 7 sličic. 7, lepo. Dajmo pogledati, kaj imamo noter, pa če uspemo, A te so dejca? kdo bi lahko dobil najboljšo peterko, no? Ker je zelo raznoliko svetovno prvenstvo. Ti si dovoljeno. 48 reprezentanc, eni bolj poznani, eni manj poznani. A si se meni dovolil? Jaz, evo, prvega že imam. Jaz sem dobil Kazemira. Res, bravo. Jaz sem dobil Foudna. Foden, ja. Slaba Klunja. sezonca. Frenkie de Jong. Ja, tega bom nalepo, enega bom nalepo. Marwan. Ne boste me mogli premagati. Ne? Ne. Ne, Močen, čak, jaz moram enega še odpreti. A ti že lepiš? Enega bom nalepo. Jaz bom lepljenje prehranil, Marwan ampak definitivno me zanima, Al-Sahafi. kaj sem povlekel. Čakaj, jaz smo še drugo odpreti. To je bila vedno moja sreča. Kakva je tvoja sreča? Nikakva. Ej, kako ste imeli pa, jaz sem posebno tehniko in to moram malo, ena kritika. Malo me je zmotil v zadnjem času, kako so vštevilčene nalepke. In to bom izpostavil, ne. Pač jaz sem imel posebno tehniko, ker vemo, da te albumi so zelo taki, ki se napolnijo, ko so težki, ne, se zelo težko listajo, moraš biti zelo previden, kako jih obrneš, ne, in ko imaš enkrat veliko teh, se je hitro lahko strgal. In kaj sem jaz delal? Jaz sem jih dal po številkah, včasih je bilo do 700, 800, kolikor jih je bilo, pa ne vem, 600, se ne vem. In sem jih najprej postavil, jih dal in sem potem začel. In da sem samo enkrat čez, da nisem listal levo, desno, ker so se mi tako trgali. Tako da zdaj so pa naredili tako, da imaš samo po reprezentancah, imaš, ne vem, Amerika od 1 do 20. Povej, potem bom pa prekinil. In mi je pač, in se dokler še ne osvojim tega, mi je tako, ne vem kje, kakšen in pol 100krat listam od sprednji in zadnji, pol si, ajde, se imaš tlele, imaš kazalo, pa pogledaš, pa na podlagi tega sortiraš in pol grem čez cel album. In najprej jaz odprem unih, ne vem, 10 pokcov, ki jih kupam in si jih postavim po vrsti in grem in jih lepem. Tako da to je bila moja tehnika. Meni se je pa ta ideja sprva zdela top, ker sem mislil, mi smo 30 let smo rabili, da ti nimaš več številke 537, ampak da imaš vse. Tale bo pa tepo všeč. Meniš? Jaz ti menim, vse menim. Vse mi daš za Džeka. Zato, ker nimam nobenega takega. Vse mi daš za Džeka. Vse da menim za Džeka. Džeka, diamant, lej. Diamant. Jaz imam prvega diamanta, not zalivam.
Ampak kaj si dobo, prosim te. kot si rekel, slabo je razvidno. Zdaj moraš ti vedeti, v katerem delu albuma se nahaja Hrvaška, Brazilija, Anglija, ker prej si pač samo, če si dobil številko 427, si šel cek in si pa videl, ne vem, da so to Belgijci. Ker smo rekli, dobil sem še Marquinhoša. Ste videli, kaj je bilo na socialnem, sem videl, mislim, da je za Marquinhoš, ki je prišel z družino, so odpirali, s tamalimi je odpiral in so tamali tako zraven odpirali. Niso čakali fotra, ne? Oni so, ki so Jamala dobili, so vsi tamali, Jamal. Tako da je taka simpatičen posnetek na spletu. A ste se že kaj prebrali? A imate udarno petorko? Kaj je videl že delata med sabo? Ja, moram dobiti nazaj, ker jaz bi vas... Ne, čakaj, to ni moj. Čeprav je Marquinhos. Ja, eno par sem ti jih. Že kdo več, da mi jih nazaj. Le kasneje z dobo, res. Majka, vam lahko vprašam, kdo pozna, vsaj, dobro, enega boste poznali, druge pa ni šans. A lahko pogledamo, če kdo pozna. Jaz že imam svojo peterko. Stanišić. Imam pa še enega zate, Kola? tvoj prijatelj, Amar Memić. Memke, svaka čas. Koliko daš za njega? Za memke ja dam, pa spet ti lahko dam vse, ker tole ni vse skupaj, ne. Vse ti dam za memke, pa Džekota, pa jaz kar lahko grem. Tale, to zanimivo. Jaz dobu, dva moja gotovo. A lahko pogledamo, če kdo pozna tele moje, res mi zanimivo. A vam lahko jaz povem svojo peterko, ker ne vem sploh, če jo lahko nadgradite. Jaz imam Ja. 6. Da vidimo. Branilca, Joao Cancelo in Konsa, dve polšpici, Elanga in Phil Foden in v špici Vini Junior. Bravo. Fantje Jaz imam moji, dva zadnja vezna, pa 3 v napadu. z vašimi Egipčani, temile Tunizici, težko boste tole nadgradili. Marquinhos, kar prav. Casemiro, Džeko, Barcola. Dobro, ti jih ima še 5 odhođe, ker ti jih je... Ne, ni, zdaj sem že nazaj. Povečuje zbirko. Tomaš Parti. Hodža. Parti. Ja, jaz že vidim, da neke pretirane kvalitete v moji panini reprezentanci ni, ne. Fidel Escobar, mimo grede Deportivo Saprissa, Kostarika. Tega najboljšega bom si pustil za konc, ta je kapetan. Alberto Quintero, Plaza Amador, Panama, je njegov klub. Tudi reprezentanca. Grant Hanley, Škot, ki igra za Hibernian. Ibrahim Baveš, Egipčan, ki igra v Združenih arabskih emiratih za Al Dafro. Dobro. Ali Al-Hamadi za Luton Town. In pa kapetan je pa mož, ki igra v Premier Ligi. Habib Diarra, Sunderland. Jaz mislim, da moj domen je skupinski del. 100 točka v skupinskem delu je vam. In to, vsaka točka uspe. Njega so šele letos prepeljali v Sunderland. Morda točka. Jaz imam peterka rekel. Ja, A jaz sem jih imel. Evo, dva zadnja vezna, Frenkie de Jong, pa Pesar, pa Orang napad. Cole Palmer, Mateo Cunha in eno ime iz rahle preteklosti, Sardar Azmoun, iranski napadalec, za katerega upajmo, da bo igral. zanimivo. Nate? Golmana, Jose Sa. Tudi če ne, ampak okej. Poškodovanje zdaj, ni? Pa nimam nekih branilcev, pa bom dal Partija v zadnji. Tomas Parti. Pa bi lahko bila Casemiro, pa Marquinhos. Ko smo rekli, 5, pa Barcola, Ja, se imaš redo. Barcola, pa Džeko. Ja, lušna ekipca. Niš Džeka prodal. Ne, Džeka sem pol nazaj odkupil. Ni mi odkupil. Še njega nisem. Ej, a imate kako posebno tehniko odlepljanja sličic? To sem zadnjič glih svojega tamavga učil, ker mu ni šlo. Edina je, da si pustiš malo nohtko. Malo je, malo svinski nohtki. Tisto svetovno, mislim, tista prvenstva, ki so, pol veš, da imaš malo daljše nohtke, pol veš, zakaj. Z razlogom. Tako da, ja, kar fina. Tako da bomo... Tam malo mu pustim samo, da mi odpre paketke, pa se pa listanje pa še ni. To pa zato, ker se hiter strga, ker znajo biti kar... Se pravi, zdaj niti ne vemo, koliko sličic je dejansko potrebnih za zbrat. Mogo bi preračunati. Preračunati, koliko reprezentanca, vsaka jih ima
20, Ja, niso. 20, pa potem jih imaš še dodatne. Torej, če to pomeni, koliko je 48, ne? Ali koliko je? 48 ekipe je. Ja. Včasih je šlo od 1 do To 200, je- ni. Pa si točno vedel, koliko jih je, ni? Zdaj pa Moje je ene na tam koncu dolže 500, ja, 1 do 500 plus, ne, da je bolj to tako. Ja. ne. Zdaj pa ima vsaka repka svojo. Pa stadioni, uni Koreja, Ja, po moje iz blizu Koreje 1000, in ne? Japonske, Ali ki so bili, ki si po sediščih mogel si zapolniti. Ja, Kako ste, veš kaj me zanima, kako ste beležili, po moje 1000. kire kaj slikice vam še manjkajo, kakšne ste imeli metode? Tako je bilo, najprej je bilo itak si zapisal, ne, pa si šel z listkom, sam na konc, ki si pa že vedel, ker ti se manjka sam 20, si pa sam šel od kolega, si vzel, ne, sem pa že vedel po facah. Sem pa že vedel, tak imam. Ja. In sem že točno vedel, nisem rabo niti gledati številko zadaj, sem sam vedel. Tako da priznam pa, da leta 2010, ker so bili spet naši na prvenstvu, sem bil tudi že čez 20 star, pa sem šel v lepo žogo, pa je bilo menjanje slikic. tam je bilo pa menjanje slikic. dogovorjeno menjavo. In je pač tisto je pa že kar malo, veš, awkward, ker vidiš tako starejše, tako ne vem, 40-50, pa pol imaš te mulce, ki pridejo 10-12, ne, in pol pridejo mame z njimi in pol pa moraš v bistvu menjati s celo familijo, pač tam menjaš in je včasih bilo kar malo, so bile take malo scene, ampak ja, tudi to sem šel menjati na kakšne take place. Pol, ko enkrat nisi več v šoli, ki je najlažje zamenjati, ne. Sem si jih pa zapomnil, definitivno sem si jih zapomnil. Že tudi tune neke divje reprezentance. Ja, se ti si včasih vedel vse igralce. Ti Pa to je nisi bilo rabo live. pisati številk, ti si vse poznal, ti si vedel, tega še nimam. Dobro, tisti na koncu, ko je pol bilo, si že mogel malo napisati, ker si imel že tudi po 3, po 4 enake, si mogel malo napisati, kjer od cifro še rabiš, ampak ti si to vse poznal, ti si vse vedel. DR Kongo, ti si vedel vse. Pa taki paket, ki pol zamenjavo, ki si prišel, ki v žep nisi več mogel zbiti, veš. Gumico So zavisel. gumice pokale. Ja, nisi več mogel biti, pa tako v šolo, greš v šolo, tako, pa tako iz žepa ven, tak pok noter tlele. Pa si pa sošolka vzel tele elastike, če počne. Največja nočna mora učiteljic, pa učitelju so bile sličice pa albumi. A smo bili mi hujši ali pa sličice pa album, nikoli nisem vedel. Sam to je bil res. So bili cajti. Pa tudi druženje, ne, to te pa povleče v druženje še v danes, ker to pa ne moreš več, mislim, ajde, verjetno bo lahko tudi prek telefonov menjali, ampak si To bi bila izmenjal. škoda. Ampak to je bilo, ne, si prišel Ne, pred tega šolo, ne. prej pol ure, da si izmenjal. Socialni moment, Tako, ja. socialni momenti, te sličice so Ne, nam. na so tem nam mestu dali. ne nam tega vzeti sličic, ne v elektronsko obliko, ne v denarnice. Zdaj, ko sem Pusti na jih tako, kot so, ker so, da je to preveč, tako so najbolj. da je to preveč odpadnega. Ne, jaz mislim, Tele da- lističi, ja, da. Ja, tele lističi, to plastika, to ali karkoli že papir. Pa mislim, da se je kar obdržalo, no? To, kar sem videl, ene par mulcev zdaj, da se počasi dviguje razpoloženje, da kar vejo, da so albumi in da so sličice in da so vsi ti procesi, ki jih zdaj opisujete, še prihajajo. Ja. To po mojem se bo kar zadržalo. Jaz sem pa tudi zmeram, sem jih jaz nekako, nisem si kupil, ko vidim zdaj, ko prideš na kakšno pumpo ali pa trafiko, ja, zmanjkali. Kako zmanjkali? Ja, pridejo pa kupijo po dve škatli. Jaz nikoli nisem, po mojem, da sem največ paketkov, po mojem 10 ali pa, govorimo pokcev, sem jih 10 ali pa 15 kupil. To je bilo največkrat. Pa ne zato tega, ker ne imel, ampak ker mi je bilo to bistvo, da si jih vzamem, ja. ne pa da si kupam 2 škatli, pa imam takoj toliko zamenjati. Meni je bilo to bistvo, da sem si jih počasno nabiral. Jaz sem si zmeraj kupil po 5 pokcev ali pa takrat, ko sem imel kakšen drobiž, pa sem si vzel. Meni ni bilo, to ne vidim smisla, ne vem. Nekaterim je to fajn, meni osebno ni, da si kupam 2. To meni je glih to, ko smo govorili, da prideš, malo si zamenjaš. Včasih smo, ne vem, če je bila kakšna kao res redka, ne pa zlata. Ko smo bili mulci, smo rekli, če je za zlato, rabim 3 igralce, ne. In je bilo to neka... Ker mislim, da velika napaka staršev je, da reče, evo, le, ta pok, ne, tle noter, koliko je pač 50 tako. sličic, evo, le, da boš imel. Ni to gušta, ni tega gušta odpirati drugi, tretji paketek ali pa 42. Ja, ne, Ti nikoli. moraš biti lačen moraš biti vsak dan, da dobiš to sličico, 2-3 paketka, pa je top. To pol ostaneš lačen. Fantje, prenašali bomo pa tokrat tudi mi svetovno prvenstvo. Kakšne so pričakovanja, kakšni so plani, lahko že kje razkrijemo?
Ja, ne vem, nekateri bodo malce potovali, ne bomo v imenih, ampak Mi bomo pogledali. tako, a ne? Nekateri bomo pač samo tukaj. Alen, razloži nam, Se bom potrudil, da bom- razloži nam, kako smo si zamislili tvoj odhod čez lužo, kako bo to izgledalo, kje boš bival, kako... Katero reprezentanco, kako pak boš spremljal. Zelenovrtsko toke najbrž ne. Ja, v bistvu je iz čiste sprdnice ratala ta pot, res. Na koncu, mislim, že v bistvu decembra, ko je bil žreb za svetovno prvenstvo, sem jaz napisal šefu, če gre Bosna gor, ne, jaz res ne vidim načina, kako, da me pustiš doma, ne. Ker to se res zgodi, se veš, Bosna se je zgodila dvakrat, v Braziliji 2014, pa zdaj. In pa je bila fora, da ko je pa Bajraktarević zabil penal, Donnarummi zadnji, sem pa napisal šefu, I'm from Bosnia, take me to America. Čiste sprdnje. Se ne more več, ko ne more reči. Ne. In pol se res se rodi ta priča, pridemo v službo. Najprej je Luka poklical Balkija, pol je poklical mene, pa je rekel, a boš šel v Ameriko? Sem rekel, lej, šefe, kar se mene tiče, moj domet je umak, mogoče kakšna ugodna opcija v Grčiji in to je to. Sem rekel, če boš pa ti rekel, da grem, pa grem, sem rekel. Je rekel, lej, greš, ampak ne v Ameriko, Kanado, ker je pol pač velik dela, pa je gužva, pa Dani pa Nataša ne morata to pol vse sama zvoziti, malo morata se tudi spočiti, se ne morata živeti v studiu. In evo, in je res, gremo v Toronto na Kanada Bosna, mislim, da je drugi dan prvenstva, uvodna tekma v Toronto, nabijemo v fieldu, zdaj sem videl še, da bo otvoritev 90 minut, a lani smo reset, Michael Bublé, Kanada domačin prvenstva 1-3, Bosna gor, lej, nekaj posebnega. Jaz sem res potrudil, da ne bom sam potoval na izlet, pa da ne bom živel, da bom probal čim več skozi objektiv, ujet, ker baje bom dobil od klase, od vzela še neke stvari, da posnamem, da bom se potrudil na vsakem koraku čim več materijala odrezati in vam ga dostaviti, da boste tudi vi začutili, res. Kje boš živel to, kak Hilton hotel, kaj je to? Veš, kak je moja ma... Jaz vem, kam cilje. Veš, kak je moja mastrica gor? V Torontu, v Niagarskih slapovih, sicer to je na urcu stran. Slapove boš šel da pogled. Ja, 5 minut je baje od Niagarskih slapov. Zdaj. Moja ima tudi neke druge, se veš, ženske. Ja, idealen moment, pa idealen trenutek je, da se še kaj tam po teh Niagarskih slapovih zgodi, pa da še kdo kaj poklekne, pa da kak prst, ampak ne. 5 minut je od Niagare stran, oziroma v Niagari živi, koliko razumem, do slapove pa 5 minut, bijemo filde pa eno urco, ampak stric je šel za itak v penzijo, tako da rekel, ni problema, karkoli boš rabo posnet, tako da bom probil gor bosanske navijače, najdi ta punkt, to točko. A ja, pol je to po strani od tvoje? Ja, tako, stric od moje v bistvu. Jaz mi zagreš to neki tetki iz Bosne gor, pa da, Ne. da te tam Čeprav nikoli ne ugosti. veš, se veš, neka rodbina bo ziher gor, mi smo svi rod, se veš. Tak da ja, bosanske navijače probal loviti, te legende naše, Ibiševiće, Pjaniće in Jaz mi druge. so Birso, Zahovića, ja, okej, ja. Skovko, tako da čim več bom probal loviti, dostaviti in v studio in na socialna omrežja in tako da. Bom se potrudil in dal vse od sebe, da ne bom sam za sebe imel, dam tudi vam kaj dal. Koliko časa? Veš kako v bistvu gremo že prej, ker je glih idealno konc klubske sezone, pa je pol ta premor, da lahko gremo gor njemu na dopust. Moja gre tudi še na neke terapije gor, enemu doktorjem in specialistom, ki so gor top za zdravljenje. Tako da vse skupaj bo 14 dni v bistvu. No. Ta prvi teden smo gor, v nedeljo gremo, 31. pa smo prvi teden gor, do drug teden, ko pa steče do konca, je pa pol mislim na četrtek ali petek tekma. Tako da 14 dni nekje. Bomo gor. Dani Nejc, naša država ne potuje žal na svetovno prvenstvo Nismo bili blizu. nismo niti blizu bili. Ja. Švedi niso bili, pa so prišli pol po tej plati. Ampak mi bomo od tukaj, Dani, veliko se bomo družili v studiu tamle. Kaj pripravljamo, kaj pripravljava? Se živo pripravljamo prispevke o spominih naših reprezentantov na 2 svetovni prvenstvi, na katerih smo bili. Pripravljamo cel kup enih studijskih oddaj, pripravljamo novice, pripravljamo prenose, jaz osebno se moram na oboje pripraviti in na studije in na prenose tekem. Se pa spomnim, ker sem prenašal prejšnje svetovno prvenstvo iz Katarja, da te zagrabi ta črv in je super.
To sem zdaj že parkrat doživel, ne, da te ta profesionalni čar pograb in da hočeš v bistvu cel ta turnir upijati, si pustiti prosto pot neki dobri energiji okoli tega, tako da ne glede na to, da vemo, da bomo pregoreli vsem, ko mi čakam, da se to začne in da se ta občutek spet pojavi. Ti, kot pravi luftar, si boš med prvenstvom vzel še nekaj premora, da se spočiješ. To je obvezno, to sem dejal, to sem že najavil, še predno so praktično mi vedeli, da imamo to prvenstvo, tako da... Spočiti bolje delati. Spočiti, seveda. Jaz sem se glih tako strukturiral te zadeve, da en teden oddelam, potem se ga malo spočiti, napolniti energijo za finiš svetovnega prvenstva, tako da jaz mislim, da ravno prav. Mislim, da bo... Črnogorska reprezentanca, tvoja reprezentanca. Tako, jaz mislim, da bo glih prav. Medtem, ko boste vi tlele, bom jaz prišel. Na prispevke nam boš kakaj pripravil, ali to boš tudi bolj... Tudi to se dela, predviden je nek pogovor z našim sodnikom, ki naj bi bil na prvenstvu. Ki bo na prvenstvu? Ki bo na prvenstvu, ja. Tako da, ja, ene par prispevkov bo, ki bojo popestrili neko naš študijski del, seveda. Upam, da bo imela tudi kaj materijala za kakšno analizo, predvsem ti. Tako da jaz mislim, da bomo tudi na tem področju probali približati vsem to prvenstvo. To je v bistvu naša glavna misija, no, da bomo ta mundial res čim bolj približali in to pomeni tudi čim več vedeti o svetovnem prvenstvu. Jaz se lih lotevam zdaj že druge knjige brati okoli tega. Ta se mi zdi, da bo sploh ena taka fajn, to je naslov Mundiales, ki ste jo naredila dva zelo zanimiva človeka, Mark Barham in Tim Vickery. V bistvu govori pa o tem, da koliko ima veliko vlogo Južna Amerika pri percepciji svetovnega prvenstva kot takega, kot ga poznamo, ne. Ker Evropa, moramo pozabiti, da je tle bila malo zaspana, ne, in samo na inicijativo južnoameriških nacij je bilo prvo svetovno prvenstvo že 1930, ne. Ne pozabimo, recimo prvo evropsko prvenstvo je bilo šele po 50. letu, ne. Tako da gre v bistvu za zbijanje te neke percepcije, da je svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo plus Brazilija in Argentina, ne. Tako da se zelo veselim, da se bomo počasi tudi postopoma sami sebe mal postavili v to vlogo, da bomo našim gledalcem čim bolje to stvar predstavili in da se bomo čim bolj iskreno nekako posvetili temu najpomembnejšemu športnemu dogodku na svetu. Ko si rekel 1930, mislim, da glih naslednjo svetovno prvenstvo bo pa celo uno, ko bo razdeljen, ko bo štartal v Urugvaju. Ni bilo, mislim, da je celo... Tisto bo pa centenarijo, tako je, ja. 100 let, ne, obletnica. Tako, to bo pa v Španiji in Maroku. Ja. Ampak štart bo pa tudi v... Štart bo pa, mislim, da prav na stadionu centenarijo v Montevideo, ja. Kjer jasno prvo svetovno prvenstvo je bilo... Zanimivo, sicer me tudi zanima, kako bo to pol, pač ta povezava, kako so si to zamislili, pač, ker vsem to ni, to bo pa, ker smo že zdaj pri razdaljah, recimo na letošnjem prvenstvu, ne, ker bo ogromno... A veš, ti povem, da je to po moje bližji leteti iz Montevidea, ne vem, v Rabat ali pa Casablanco, ne, kakor je iz Toronta... Misliš? V Kalifornijo, ja. Po moje, ne bom trdil, ampak... Jaz mislim, da... Ampak ok, nima veze, jaz mislim, da bo tako, pač bo kar zalogaj. Za prečekirati, ampak je kar... Tam 5-6 ur letiš. Ampak letos bo tudi, ne, letos bo tega fjakanja, teh raznih reprezentancij in bo... Ja, to je zanimiv kontrast, ne, ker je ravno prejšnje svetovno prvenstvo je bilo pa po tem vprašanju pa tudi zelo posebno, ker je bilo na geografsko relativno majhnem območju. In vsi tisti, ki so bili tam, so vsi govorili to eno in isto zgodbo, da je to enkraten občutek, da si lahko celo več tekem v enem dnevu ogledaš, ne.
in kjer je bilo to še v Katarju, ki je relativno moderna država, vsaj v kontekstu nekega javnega prevoza, ne, si lahko eno tekmo gledal, pa se hitro prestavil na drugo. Tle bo pa ravno obratno, ne. Tle bojo pa razdalje pa ogromne. Ampak le. Vse to je prijetna pot, a ni? V svetovnem prvenstvu si. Težko se premikati. Svi tako potujete, fanti svi tako navajeni, skozi celo sezono, potovati na avionih, živeti. V svetovnem prvenstvu si, ne vem. Fantje ne bodo prišli spočiti, ne. Fantje bodo imeli, večina njih bo imelo težke sezone. Ampak jaz verjamem, da najbolje bo poskrbljeno za reprezentance, za igralce, to sploh ni dvoma. Je pa tukaj za ves ta spremljevalni orkester, vključujoč z navijači, bo pa zahtevno, ne? Predvsem za denarnice se uskladiti, da svojo reprezentanco pospremi že v skupinskem delu, kaj šele potem v izločilnih bojih, da si skozi ob njej, to mislim, da so gromozanski finančni zalogaji in to si seveda vsak ne bo mogel privoščiti, oziroma ni tako dostopno, kot je bilo Euro 2024 v Slovenijo, ko smo se usedli v avto, pa se odpeljali gor, pa šli nazaj, pa to tega privilegija. A si videl, kako je, mislim, da sem en prispevek videl, kako so si vsi obetali, seveda, da bo od svetovnega, da bojo hotelirji in to, in so naredili analizo nekih vseh mest, mislim, da predvsem v Ameriki, ne vem, če je bilo tudi za Kanado in Mehiko, ampak za Ameriko, in so vzeli 6 hotelov iz vsakega mesta, torej recimo ene pol leta nazaj, in so bile cene za standardne sobe povprečje recimo okrog 1000 evrov na noč. Zdaj, ko so pa začeli jamrati, da ni najboljši obisk oziroma da ni največji bukiranja, so pa te iste cene za iste sobe padle že na $600 na noč. Ne? Tako da te pretirane se mi zdi, da so tle se pa pol ta zmiksa tudi ta ameriška razmišljanje, kako zdaj čim bolj zaslužiti. Malo se tepe s tem načelom, glede na to, da je bil fuzbal zmeram načeloma za tiste, ki si tudi težko privoščijo, ampak da si so vsem lahko privoščili. In tle se mi zdi malo oddalil tega, ampak zdaj očitno tudi spoznavajo tudi te, da bojo mogli malo spremeniti, če bojo hoteli sploh kaj imeti, ker navijači se pa tudi znajdejo. Ja, greš nekomu, ki ga poznaš, greš v hostle, greš v Airbnb-je, to se da dobiti, ne? In se navijači, tisti, ki ima res rad, bo šel bo najdel način, ampak hoteli, to je pa... Jaz sem recimo gledal za Bosno, za Toronto, kakve so cene. In je, dobro, pustimo, Kanada je, pa v Torontu igra domačin prvenstva, pa uvodna tekma prvenstva, pa vseeno od $875 najcenejše dolarjev do $33,000, ne. Recimo jaz imam to srečo, pa lahko prek službene poti dobiš te akreditacije, ampak sem probal dobiti preko recimo glih Amarja Memiča, ki je na Ljubljanskem Bravu igral in ker oni dobijo neko cenejšo varianto, ne. Pa je rekel, brate, to je bilo za celo skupino 3000. Pa to je bilo par mesecev nazaj že, oziroma ko smo zvedeli, da gremo na svetovno prvenstvo, smo lahko neke prijave dali in so res številke dober. Pustimo spet moji Bosanci, oni bojo se veš, oni bojo prodali kuču, oni bojo prodali avto, Bosna je gor, gremo gor, bomo že kaj najti boje, sem da pridemo, da smo tam, pa da to vidimo, ker ni vsak dan, ne. Ampak ja, to so cene, ko... Ja, če bojo tako, bojo imeli težave. Ja. Mislim, dejstvo je, da je pač svetovno prvenstvo postavljeno v meko komercializiranega športa. Američani so že nekaj časa navajeni na visoke cene vstopnic, relativno z pomembnostjo dogodka, ne. Tako da to mene še vse zelo, zelo zanima. Jaz sem tudi isto stvar bral prej, ki si omenil, ne, da je v bistvu rezervacije ne ustrezajo povpraševanju. Se pravi, povpraševanje je bilo ustvarjeno relativno veliko, govorimo o milijonih in milijonih poizvedovanj. Medtem, da ne bi šle zdaj pa rezervacije, nastanitev pa nesorazmerno z povpraševanjem. Tako da marsikdo se bo tule moral navaditi. Oni so očitno tako ocenili, da lahko za takšne cene grejo s temi vstopnicami. To me res zanima, če se bo na koncu šlo, no. Ampak neka komercialna logika pravi, da ja, se bojo našli ljudje, ne.
nekaj vstopnic je tudi subvencioniranih strani nacionalnih zvez. Je pa dejstvo, da če ti hočeš kot navaden smrtnik priti pogledati tekmo na svetovnem prvenstvu, je najcenejša karta skoraj $1000 za te tekme, ki so v prvem kolu. Najcenejša karta za finale mislim, da je 3000. In to bomo videli, ne? Kakšni bojo stadioni, ko bo igral, ne vem, Kongo, ko bo Zelenortski otok igral? A bo ta stadion res poln? Kdo bo kupil te karte? Koliko je to? 50-60 tisoč ljudi? Pa ste videli tudi to, kako je s prevozi? Jaz sem zgodbo za New York, New Jersey. Ste slišali to? Kakšen je? Pač oni zahtevajo subvencijo, zaradi tega, ker imajo določeno računico, koliko njih stane za to, da razvažajo na okolje. Ampak je to $14, koliko je, mislim, da drugače normalna pot. Zdaj bo pa 150. Zdaj bo pa $150, da boš imel ti povratno iz New Yorka, ker je, recimo, če boš šel iz Manhattana na New Jersey, ne vem, to je 30 mil ali pa ne vem, vožnje oziroma razdalje in bo iz $15 na $150, razumem, ampak... Ja, ne, ampak to moraš ločiti, ne, to ni isti strošek, kot recimo za vstopnice, veš, to so se župani teh mest že dobro pripravili na to in oni so pripravili dobesedno izračune, koliko njih stane, da ves ta folk pripelje, ker to ni samo to, da ti nekoga postaviš nekam na vlak, avtobus, karkoli, ne, ti moraš poskrbeti za varnost, ti moraš poskrbeti za hidracijo, ti moraš poskrbeti za cel kup enih stvari in to cel ta proračun dvigne, ne, in mesta sama ne nameravajo tega pokriti, ne, zaradi tega so pa v sporu tako z deloma s FIFO, predvsem pa z ameriškimi oblastmi, ki bi morali načeloma te stvari poskrbeti. In sem imel tudi že primere, naprimer županja New Jerseyja je rekla, poslušajte, če mi te subvencije ne prejmemo, mi enostavno tega ne moramo narediti, ker mi se ne moramo 40, 50, 60 milijonske luknje prvoščiti v mestnem proračunu. Ne. Ali pa parking je okrog tega recimo $250, $300 za parking. Tako da za obiskovanje bo unka bo šel gor srečno. Ja, pripravite to šle, bi rekel naši predniki. Peš bomo šli na stadion. Alen, v Barceloni, iz katere sva včeraj zvečer prišla, pa je se tudi občutilo, da so bile stvari malce dražje v času El Klasika, ne pa tako nenormalno, kot bodo v Ameriki. Normalno, da dan, dva pred tekmo se okoli stadiona hotelske kapacitete močno polnijo in logično potem tudi lahko zvišajo cene. Kako si doživel tvoj drugi El Klasiko v letošnji sezoni? Super, top. Vse sva že govorila veliko o tem v studiu, pa če kdo ni bil z nami. Kar se teh cene vstopnic tiče, v Barceloni so šle tudi preko €1000, tako kot v Madridu za El Clasico, s tem, da na dan tekme v Madridu so bile, se veš, tudi do €6000. Zdaj pa je poznana ta cena pri nastanitvi. Če se spomniš, ko smo bila v Madridu, na Bernabeu je bilo noč pred tekmo samo zaradi El Klasika nočitev €800. Ne. Zdaj recimo sva konkretno pogledala... Koliko tega si dal ti za to? Tudi v Barceloni. Je to bilo v Barceloni. V petek hotel čez cesto je bil €150 ali 190, pa pol naslednjo noč, ki je bila noč pred El Clasikom, 350. Ne. Še vedno ceneje, ampak ja, tudi to so cene. Mislim, ne vem, ko smo bila v Madridu, recimo, se spomniš, ko je šel Clarence Seedorf mimo naju, jaz sem dobil občutek, da je on navaden gledalec tam, mislim, občutek, ni bil navaden, ampak on se je sprehodil tako, kot se mi sprehodimo na tekme, ne. Seedorf. Pa pol, ko računaš še, če bi ti pa še htel še kaj v trgovino, pa računaš ata, pa mama, pa 2 otroka zraven, ko smo šli iskati za nagrajenca, še dres, si izbral Vinija, €200 za dres, 2 otroka, €400, to so številke, ne vem. Kaj si rekel Clarence Seedorf, da se je mirno sprehodil mimo. Naprimer, jaz to v Angliji ful pogrešam, ko smo na pitchsideu, pa tam stojijo res veliki zvezdniki, ne. Jaz sem bil zdaj, ko so Saro bila na Manchester City Arsenal na Etihadu, to tam stojijo oba Schmeichla, Mike Lowen, Robert Pires. Ampak te ljudje, ki so v prvih vrstah, te ljudi ne prepoznajo. Se pravi, nimaš občutka, da oni, ki so prišli gledati to tekmo, da te ljudi poznajo. Dočim v nedeljo,
pa pride na pitch site Jordi Alba za eno od španskih televizij, je bilo pa norišnica. Je bilo pa noro iz vseh koncev, Jordi, uno, tako da Španija ima veliko bolj avtentično zasedbo na svojih stadionih, kot pa Angleži, ki se to zdaj v zadnjem obdobju na teh velikih tekmah, ki imamo mi pač to možnost, da doživimo, se nekako precej bolj skomercializira za kot neka turistična atrakcija. V Španiji je to drugače. Ta nogometna kultura še zmeraj toliko močna, da seveda so tudi turisti, ampak te turisti po mojem mnenju vejo več o nogometu, kot vejo turisti v Angliji. No. Se ti zdi? Ja. Kako smo pol Vidmarja prepoznali? Ja, to je pa druga zgodba. Te se pa ne bo dotikal. Ker jaz sem pa izkušnja iz Manchestra, ko smo se sprehajali po tistih tunelih pod tribuno v Manchestru. In tako, Vidmar, živijo. Pa zakaj niste pa še znam, če to... Žal nismo mogli. In sem mislil, ampak je bilo pa ogromno Slovencev na Manchester Leeds tekmi, ogromno Slovencev in mi pripravljamo tudi teren, studio direkt ob igrišču in dejansko pride, me pozdravi, lahko eno sliko, super, ni problema. Se obrnem, hočem že stran, še en kliče in je bilo tako, vse je lep občutek, ampak mi je bilo zanimiv, da sred Anglije, da te prepoznajo, oziroma da vsem, nekaj delamo vsem tudi pravilno, tudi iz vidika, ali me te ljudje prepoznajo zaradi nogometa, s katerim sem ga igral, ali pa zdaj, ker pač se trudimo tle približati ljudem, tako kot smo že rekli. In je res fino, da vsem to, da se to prepozna in da želim, da, tako kot sem rekel že, da nadaljujemo v tej obliki in da nadgrajujemo te stvari, da bojo ljudje, da jim bo še bližje, ker se mi zdi, da odziv je res dober, ravno na te terene in kje dobite te goste, kako dobite to in je zanimivo pač, ker vsem to ne moreš vsak dan govoriti s svetovnimi prvaki, z večkratnimi prvaki v različnih ligah in to je res privilegij, ki ga imamo tle in se mi zdi, da je to tista, se je marsikdaj bomo, tako kot si ti rekel, dani gargali, pa bomo švicali polet, ampak pol tehta to take stvari, ko lahko greš kam, pa narediš kakšen pogovor s kom in spravim, to je res ena super stvar. Pa kako to recimo zgleda tam, Denis je recimo povedal, jaz nisem bil v Angliji, ampak kak je lepo likalna deska, smo mi rekli zdaj v Španiji, ne Anglija, kak pravni stroj je pa Španija, ne. Mi jaz Denis sem se ostala v obrobi igrišču, mislim, mi ko smo pol gledali oddajo, top, ker ti navznoter, ko si jih, to se derajo v iz tribune, 62,000 jih je blok, uniko okrog skačejo vsi, en špansk, un se Poljak se pol, sta se Dansk dere, un pol prepele še DJ, frajer, veš kak zvočnik je prepelo? Denis, 5x5 met, ma ni 5x5, ampak pretiravam. In ga je postavil direkt zraven Denisa, obrnen je bil Denis vsem. In to ti ne veš, dok se ne začne zares. Zvočnik nabija, tam se slišiš z Ljubljano, ne slišiš se v resnici, ker ne veš. In si prepuščen, povej Denis, divi zahod in si prepuščen, mi smo tam, to je to. Ampak je en tak poseben pol občutek, ko to gledaš za nazaj, ko pogledaš, prečeš, top stari, take stvari ne vidim, ti misliš, kak je to mogel grozni spaditi na ven, ne? Znajdi se v enem momentu, ti si tam prepuščen sam. Mogoče ne bi bilo slabo narediti dejansko enkrat nek vlog ali pa neko zadevo, kako se dejansko vse to dogaja, ker recimo, ko si govoril v Španiji, mi smo imeli lani, zdaj en let, odkar smo bili v Napoliju, ko je bil Napoli prvak. Tisto je bil pa isto cirkus, ne, tisto je pa prideš italijansko, prideš, imaš vse akreditacije, vse, varnostnik se odloči, sam takole na slušalko reče, no, in reče, in čakaš, misliš, da se pogovarja, ne se ne pogovarja. Te ne spusti, ti imaš čez 2 minuti studio, se moraš javiti v Ljubljano, varnostnik te ignorira, te ne spusti notri. In to so te stvari, ki jih ljudje ne vidijo, ampak na koncu pa probaš, da je vse, in zato kdaj pa kdaj tudi ne grejo stvari, ampak se mi zdi to res ta adrenalin, ko si tam in ko moraš poročati o tem, to je res dober občutek, ampak kva vsega pa lahko narobe, kako dejansko te na terenu lahko en človek stopi na kabel in imaš ti, nimaš studija. Koliko dejavnikov se v bistvu mora poklopiti, da imaš ti gledalec dobi
praktično ni perfekt proizvod, studija, tak, kot ga ne želimo moreš ga, postaviti. zato zmeram te gliči, pa kaj mogoče. Tudi nam je bilo zelo zabavno 1 uro oddajo vleči, zato da se pa bi druga lahko stvar. intervju naredil. Ja, tudi to, oziroma ne, takrat nismo bili mi krivi, takrat so bili Italijani krivi, Se pravim. italijansko, ker so dvig pokala so imeli 1 uro pa pol kasneje, to je čisto italijansko, pač sploh nisi vedel, kaj se dogaja. In ta isti varnostnik, ki nas med polčasom ni spustil na igrišče, da smo poročali v Ljubljano, po tekmi misliš, ok, zdaj smo se spoznali, zdaj ve, da gremo lahko, pridemo tja. No. A mene en tle. In dejansko pač to je res, je razlika dejansko, kot pa v Angliji, ker že točno veš, ko dobiš tisti listok, kdo bo s tabo, točno veš, kdo je tisti floor manager in te pozna že praktično po imenu. Ne, sploh recimo našega Balkija, našega producenta. Tako da ja, mislim, da so kar izkušnje tereni. Pa recimo tudi to, ko si rekel prej, s temi igrači, pa s temi, ko si tam, ne vem, vse verjetno se vam pol zabijajo tudi vam boksi na Instagramu v sporočilih, lahko sliko njegovo, lahko en podpis, lahko to, kak je v Angliji, ne vem, boste vi tri povedali, ko ste bili, ampak povedali so v Španiji, recimo, ljudje se ne zavedajo, da ne moreš, če nimaš tega, ne smeš. Midva so stala z Erikom Garcijo, imaš akreditacijo in ne smeš ga slikati, ne smeš za podpis, zato ker prvič je unprofessional, ker ti si tam v službi, ker ti nisi tam kot navijač, da boš zdaj obešal se njemu okoli vratu, pa podpise iskal, ker lahko ostaneš brez akreditacije. Pa pol pridemo do tega vseh naslednjih gostovanj in vsega. Tako da mogoče za vse, ki nas bojo pol zabasali z naše inboxe, ne gre, ne smeš. Ne? Da, in teh težav sploh nima. Nimam teh težav. Si tam, vidiš ga, vse ok, ampak če nimaš, ne smeš nič. Zaščiteni so, to je to. Ja, moraš obrati to profesionalno držo, da profesionalizem je služba na eni strani, pa vsa ta atrakcija edinstvena na drugi strani, moraš nekako obrati mirno kri, moč razuma, ker hitro lahko koga zmoti. Naprimer, midva sva bila 2 metra od črte, pa sva bila že na robu zelenice, kjer je še zmeraj 2 metra od linije, out linije, pa so nas že bolj nazaj, ja, da že ne bi kaj bilo. Zanimivo polčas, mi smo imeli praktično edini, mi pa ena močna hiša iz tujine smo imeli javljanje v polčasu. Ostali pa ne. Ostali pa ne, ja, tako, ker pred tekmo je bilo pa, ne vem, v Angliji je to urejeno, imaš ti boks po 5 metrov, imaš ti nek prostor. Ravno tako se soočaš s težavami, ker ne se vprašaš. Smo morali dobro zračunati, v kateri točki vstaneš iz svojega sedeža, da lahko sploh prideš do roba igrišča, ker ko je zaključni žvižg, polovica ljudi na stadionu samo proti šanku piči. Ne? In tam ti nimaš časa se prebijati naprej. Gor, ne moreš ti več dol. Konec. Ja, to se meni da moraš spet zvohati, kakšen je. Ja. Moraš se spopreliti z unim redarjem, mu namigati svojo dilemo, on pol to razume in ti pusti v bistvu, da priješ v počep čakati. Smo malo fajno zgodbo iz Camp Nova. Midva sva okoli 41 minute sva štartala dol proti igrišču in mi smo bili čist na vrhu. Se pravi, se moraš to prebiti pod eno, drugo, tretjo tribuno in ko sva na tem zadnji, najbolj spodnji tribuni, ko sva šla dol, je en tamal, ne vem na kakih drogah je bil, je hotel uleteti na igrišče. Ampak jaz sem tega človeka videl na meter. Ko jih ta droga zagrabi, to dobi nadnaravne sposobnosti. Se pravi, on ga ovinka ni zvozil. On je prišel iz glavnega hodnika, dol je bil pa 100 stopnice na igrišče. On tega ni zvozil. On je tu letel čez ovinek in zadane enega mimoidočega. A veš, kako ga je zbil? Kada ga je šleper zgazil. Pade na tla. A mi da to shodža vse zraven. V stopnico, nazaj. Teče po stopnicah dol, hoče preskočiti tisto ograjo, da pride na igrišče in pa so ga sam
zgrabi, ampak ko to vidiš to faco, povej, ko vidiš Jaz to mislim, obraz tega jaz mislim, otroka, da se je to, ubil. kaj je to požrl, kaj je ta požrl, fan? Sreča je bila v nesreči, da jaz pa Denis, ko sva šla dol, sva mislila, ali dejansko sva pol falila v bistvu pot do tja in sreča, da Denis, ker on je bil pred nama dol, ta in ta drug tam mal, ne. In mi hodimo in Denis mene z roko, čak pizda hođa, sva falila, nismo v redu, gremo naprej. In dobro, da je to naredil, ker glih une 3-4 sekunde, ko so se mi ustavila, ta mulc je stopil ene 3-4 štenge naprej in on je poletel, tako je letel pa preko naju. Mi smo kar frizna, on je letel direkt, kot je rekel Denis, jaz mislil, zdaj se je nekdo ubil. In mi gremo pol dol, dejansko pridemo do našega Luke in mu tudi povemo, kaj je bilo in tega mulca enega prenesijo dol. Dva sta ga prijela, en pod ramo, eno, drug pod drugo, noge mu pa niso delale, ker sta ga vlekla. Tako da, kao mu je bilo, smo rekel, Denis, dobro, da si ti potegnil, preko čaki hođa nisva prav, ker če bi šla naprej, ali bi Denis, ali bi šel po mene noter. Naj, zdaj mi grejo kot cine gore. Pa še ta zgodba, naprimer, ko smo pa zapuščali samo prizorišče, ne, kam zdaj iti, kje zdaj najti izhod od tebe, nismo mogli iti od tam, ker smo prišli, zato ker smo bili čisto ob drugi kot zastavici, iz katere smo prišli. In tam je bilo pa pač slavje, tam so bile družine, ne moramo zdaj mi tam torbe, kamere, pa čez slavje iti, ne. Smo rekli, nič, gremo tam v izhod, ko so nas poslali in pol Camp Nou, mater, to gromozanski. Kakšno stanje je zdaj? Ba, sicer od zunije še nikakav. Gradbišče. Ja, je še gradbišče zgoraj, ti zaključen del še delajo, drugače. Za medije ful boljši kot Santiago Bernabeu, ker iz komentatorskih tribun priti na igrišče Santiago Bernabeu moraš 2 lifta tam zamenjati. V bistvu sam ne moreš, ni opcije, da to najdeš. Iz Camp Nova se pa v bistvu lahko sam spustiš dol, pa prideš na picajec, to niso imeli nobenih težav, ampak na pol fora, ker smo zapuščali, pa spet lutamo, pa iščemo, pa en vhod, pa uno, pa snemalci, pa kamermani, presuno in pa ker pridemo že zgobljeni, nismo vedeli več kam, mi čakamo in kar nasprot nas pride Deko s telefonom, voice message v portugalščini pošilja nekam, ne vem. Igralce nove že išče. In mi tako vrata od super VIP-a, kjer so tako, da ni Laporta tam sedel, no, tako, in pol itak oni celi panični, kako smo mi sploh tle zalutali, pa mi tako, mi hočemo sam ven, stari, sam ven nas pust. Tako da, ja, ta teren ti tudi, te tereni naši tudi ti v zakulisju dajo toliko nekih zgodb, toliko nekih spominov, takšnih in drugačnih situacij, tako da. Mi smo imeli še eno izdatno pomoč, ne, Luko našega, kak se je ograjeval, tam gradil naš prostor, ko smo imeli studio v rovi igrišče, ker to folk, ker se veš, oni ne pazi, en ima to vse, pa en ga nima, gre, pa reče, le, gremo odzadi, ko oni snemajo, pa tudi, če ne snemajo, pač greš, ne, eni ne, oni grejo kar mim, ne, in to je naš Luka, to mu je verjetno košarkarsko znanje še prišlo prav, ne, ko se je postavil, pa veš, kak je ograjeval se, gradil se, ne. Tako da je, to nam je bil dosti pomoč, da niso vletavali v kadre oni ljudje. Ja, je bilo kar. Tako da ja. Čakaj, nismo še konci, jaz smo še nekaj za te, čakaj. Smo že glih pri Paniniju, ne? Smo pripravili eno zadevo, ker vem, da si ti, sicer Slovenije ni na tem svetovnem prvenstvu, ampak vem, da si ti zelo želel enkrat zaigrati slovensko reprezentanco in smo se pač obrnili na Panini, smo rekli, če lahko pripravijo nekaj, ne, da te malo vrnejo to in da ti to željo izpolnijo, tako da ti podarjam eno Panini slikico, personalizirano, tako da prosim pole pokaži še gledalkam in gledalcem. 186 sem visok, pa 130 kg imam. Tu morate se prišlo do tega škratka. FC Areno Sport. Tako. Res obenjami na Šeška. Predvsem manj siv kot sicer. Tu si še imel tako frizuro kot zdaj, ker nam si kazal v Barceloni tisto, ko si bil na Fernanda Torresa. Ja. To je bila ta še To tvoja. je še bila Tako urejena. da upam, da ti bo všeč. Hvala tebi, hvala tvojim podpornikom in stricem iz ozadja, ki skrbijo za fotomontažo. Te strici Ker iz ozadja. dvomim, da bi ti to s tvojim tehničnim znanjem znal sam ustvariti. Niti ideja ni bila moja, ta zadeva je prišla sam v moje roke, tako bom rekel. Veš, kaj ga lahko damo Če se lahko noter, ne? izrazim. Ga damo- Tako da, ga damo v album, le Denis šmeje v uradnem Paninijevem albumu za svetovno prvenstvo, evo Denis. top. Hvala fantje, hvala Dani, vama malo manj. Mi pa se po španskem
spektaklu, ki smo bili priča za vikend, vračamo na angleške zelenice. Ta konec tedna spremljamo title race med Arsenalom in Manchester Cityjem, spremljali ga bomo do konca, na koncu celo z terenom, na katerega gre ponovno eden izmed nas ali pa mogoče še kdo. Hvala lepa, do prihodnjič.